Dober dan tudi v mojem imenu. Tudi jaz bi na začetku izkoristila to priložnost in Centralni tehniški knjižnici čestitala ob njenem častitljivi obletnici, jubileju 70 let obstoja in delovanja. Bi pa seveda še dodala eno vrednoto, ki jo je za moj okus Miro izpustil pri svoji predstavitvi, namreč kar jaz osebno pri Centralni tehniški knjižnici, njenemu kolektivu in direktorju izjemno cenim, je to mentorstvo. Večkrat smo se posluževali, bom rekla, in nasvetov in posvetov z sodelavci CTK in z Miratom in potem skupaj gradili nove storitve, orodja in tako naprej, in to je neprecenljivo, tako da te vrednote prosim v novi strategiji ne izpusti. Zdaj pa bi, tako kot je v programu napovedano, vam predstavila projekt NIFOS in filozofijo Evropskega oblaka odprte znanosti. Namreč mi smo od 1. septembra, torej Univerzitetna knjižnica Maribor in pa Arnes, smo slovenski partnerji projekta za jugovzhodno Evropo, kako implementirati pravzaprav nacionalne iniciative na tem področju in vključiti naše storitve, infrastrukture, repozitorije, ki obstajajo v Sloveniji v Evropski oblak odprte znanosti. Zdaj na začetku se bom mogoče malce ponovila, kar nam je že gospod Bodroni povedal, seveda, ker sem tudi jaz nekaj splošnih stvari o Evropskem oblaku odprte znanosti pripravila. Slajde imam v angleščini, ker mi je bilo tako naročeno, da bodo lahko predstavitev spremljali tudi tuji gostje današnjega posveta, tako da pač me poslušajte. Seveda, v čem je, bom rekla, tista prava filozofija tega EOS-ka, zakaj to nastaja, namreč razdrobljenost različnih infrastruktur, storitev, repozitorijev, bom rekla, to dejstvo ni prisotno samo pri nas, temveč v vseh evropskih državah. Zato so se odločili to nekako združiti pod krovno streho z imenom Evropski oblak odprte znanosti. In tako raziskovalcev Evrope, če lahko rečem, ponuditi eno vstopno točko do vseh servisov, infrastruktur, visoko zmogljivih kapacitet računalniških, ponuditi na enem mestu, kjer bi jih seveda in jih že, ker določene so že inkorporirane v ta EOSK, če boste šli na portal EOSK, lahko raziskovalec uporablja zastonj, ker so odprto dostopne, nekatere pa bodo tudi plačljive, torej ta odprta dostopnost v imenu brezplačnosti ni povsod samoumevna, namreč EOSK bi rad pokril seveda tudi zasebni sektor in ga tudi privabil k koriščenju kot uporabnika teh storitev in tudi kot tistega, ki je kreator ali podatkovnih nizov ali storitev ali pač drugih ali ponudnik različnih kapacitet. Skratka, to je tista filozofija, ki, bom rekla, tudi zasledujemo in jo želimo v Sloveniji implementirati tudi skozi ta projekt, katerega partnerji smo od letošnjega jeseni. Ilustrativna samo pač dve slikci, kako to ilustrativno je prikazal na enem slajdu, oziroma je to zapisano in prikazano v strateškem načrtu implementacije EOSK-a, to razdrobljenost današnje Evrope in seveda to, da se vse skupaj združi v enotno točko, kjer bi imeli skozi tak federativni model raziskovalci dostop do infrastruktur, podatkovnih infrastruktur na enem mestu. Kaj pravzaprav se sprašujemo, pač kaj to so te infrastrukture? Infrastrukture niso, bom rekla, samo pojmovane v tem grobem pomenu, kot nam na prvo žogo mogoče beseda infrastruktura pomeni, vendar tu govorimo o teh, bom rekla, pomožnih orodjih, zmogljivostih, kjer seveda lahko potem raziskovalec z njihovo pomočjo izvaja svojo primarno znanost, raziskovanje. Pogovarjamo se o povezanih podatkih, o repozitorijih, o odprtih publikacijah, o raziskovalnih podatkih, o odprtih okoljih za izmenjavo znanja, o storitvah in servisih za analizo in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov. Skratka, tu je en velik nabor različnih storitev, servisov in
okolij, ki bodo na voljo skozi enotno vstopno točko Evropskega portala odprte znanosti. In seveda s tem namenom, da bo tam lahko uporabnik našel, uporabljal, dostopal in ponovno uporabljal te podatke, ki jih producirajo znanstveniki, seveda tudi arhiviral, analiziral, delil in kakorkoli tako pomagal k hitrejši inovativnosti v znanosti. Skratka, poanta je tudi v tem, da na tak način se bo znanost in znanje hitreje razvijalo in da se bo tudi bistveno povečala ta komponenta inovativnosti v znanosti. Če samo še ponovim, to, kar sem zdaj že parkrat povedala, torej enostaven, univerzalni dostop za vse evropske raziskovalce, da se na tak način tudi želijo doseči, da se sprosti potencial interdisciplinarnega raziskovanja, da se seveda tudi poskrbi, da so ti podatki med seboj in storitve interoperabilni, torej da se lahko izmenjujejo po ljubnem, in da seveda po principu podatki bi naj bili seveda nastali, ki nastanejo z javnim financiranjem. Mi je kar všeč, bom rekla, ta dikcija as open as possible, as close as necessary. Torej ni nujno, da seveda, če ne bo to v novem programu Horizon Europe veljalo, da morajo biti odprto dostopni, se zasleduje seveda tudi ta komponenta, da vkolikor pa res ne gre drugače in je to le edino potrebno, se podatke tudi lahko zapre. To je slikica torej iz portala, torej Open Science Cloud portal, in sicer so oni že katalogizirali te servise, ki se bodo tukaj zbirali, in to bo pravzaprav nastal en vseevropski katalog teh storitev, infrastruktur, in sicer v mreženje, računalništvo, shranjevanje, iskanje informacij in deljenje informacij, upravljanje z raziskovalnimi podatki, procesiranje analize, torej orodja, za katerimi bodo raziskovalci lahko procesirali te podatke. Seveda pomembna komponenta je pa tudi izobraževanje, torej kjer pa bom rekla je seveda na naši osebni ravni, ki se bomo izučili za to, zelo pomembno, da bomo potem te storitve in načine uporabe tudi promovirali in svoje uporabnike izobraževali. To slikica je pač ena slika, ki se pogosto vidi v različnih PowerPointih na temo EOS-ka. Jaz bi sem želela tukaj z njo predstaviti, kdo je že vpleten v samo upravljanje Evropskega oblaka odprte znanosti v Sloveniji. Tem namenom to sta gospod Peter Sterle in gospod Jan Jono Javoršek, ki sta del tega sveta za upravljanje EOS-ka. Namreč EOS je potem tudi ustanovil delovne skupine, katerih predstavnike pa imamo tudi v njih. To so delovne skupine za fair podatke, za pravila sodelovanja, za popis pokrajine, landscape, kakorkoli, torej vseh deležnikov, ki na temo odprte znanosti že obstajajo, in teh so, in pa arhitektura, torej sama arhitektura oblaka kot takega. In sicer dr. Milan Ojsteršek in dr. Ana Slavec sta člana delovne skupine za fair podatke, gospod Avgust Javk na delovne skupine za arhitektura in magister Miro Pušnik za pravila, torej rules of participation. In to so, bom rekla, slovenski predstavniki, ki v tem vzpostavljenem sistemu upravljanja že sodelujejo. Naša knjižnica, torej knjižnica Maribor, Univerza v Mariboru in pa Arnes smo pa del večjega projekta, torej za jugovzhodno Evropo z naslovom National Initiatives for Open Science in Europe. Kratica je NI4OS, pač dogovorili smo se, da to kar izgovarjamo NIFOS, tako da je pač projektu se pač rečemo NIFOS, je del seveda večjih pozivov za projektni denar Evropske skupnosti. Je pa to 22 partnerjev iz 15 držav,
Pogoj je bil, da se pravzaprav kot partnerja išče infrastrukturnega partnerja in pa partnerja, ki je bolj vsebinske narave, tako da večina držav ima 2 partnerja iz svoje države, seveda v nekaterih državah pa te obe vlogi pokriva ena institucija. Tako da projekt se je začel 1. septembra, traja 3 leta in skozi ta projekt so zastavljene mnoge naloge, ki jih bom rekla, trenutno aktualne tudi malce pobliže predstavlja. Kaj so cilji, bom rekla, prav tega projekta? Torej, da podpremo razvoj in vključevanje torej nacionalnih iniciativ za odprto znanost v, bom rekla, tole splošnejšo, širšo shemo upravljanja Evropskega oblaka odprte znanosti, da seveda tudi širimo te principe od Evropskega oblaka in pa FAIR principe. Zakaj samo širimo? Namreč zavedamo se, da hkrati poteka ogromno različnih evropskih projektov na relativno enako temo in mnoge te stvari so že, bom rekla, v okviru drugih projektov razvili. Pomembno je tudi v tem, o čemer smo danes dosti govorili, je to sodelovanje. Torej, da se pričnemo združevati, sodelovati in da se ne podvajamo več, vendar delamo, bom rekla, skupaj sinhronizirano za enak cilj. Ker namreč vsi veste, da imamo podatkovni arhiv, ADP, na Fakulteti za družbene vede, ki so že del evropske iniciative RDA, Research Data Alliance. Tam se, bom rekla, so se ti principi FAIR podatkov in kakorkoli te politike že nekako izpisale, izčistile, izkristalizirale. Seveda skupnimi močmi pa moramo poskrbeti, da bodo tudi zaživele. In to je ta cilj, bom rekla, nacionalne skupnosti, kot si jo, bom rekla, tudi jaz predstavljam, da bi v tej smeri tudi to ustvarjali. No in seveda kot zadnja naloga, pomembnejša je pa seveda bomo skozi projekt nudili tudi pomoč, tehnično pomoč in pomoč pri zadostitvi kriterijev, open air kriterijev in pa FAIR kriterijev za vključevanje vseh teh storitev, servisov in infrastruktur v oblak Evropski oblak odprte znanosti. Torej, sem dobila signal, da mora malce pohiteti. Torej, projekt je razdeljen v 7 work packagev, seveda nekaj, bom rekla, čisto upravljalskih. Drugi je pomemben za nas, ki na nas nalaga, torej prav na našo knjižnico, da vzpostavimo neko nacionalno skupnost odprte znanosti. 3., 4. in 5. sta te tehnične narave, ker bomo našim repozitorijem, ampak mi smo že precej razvita država na tem področju, ker namreč naši repozitoriji so že open air kompatibilni, tako da bomo bolj pomagali, bom rekla, drugim partnerjem v tem projektu, ker tukaj se cilja na tiste storitve in servisi, ki še niso open air kompatibilni, ker ti bodo skozi ta projekt open air, katerega seveda je Slovenija tudi že del, skozi Mojco Kotar, ki je ključna oseba v Sloveniji za open air, bodo onboardani, pač vključeni v EOSC na tist način. Tako da te stvari se zelo prepletajo in fino bi bilo, vsaj jaz si tako to predstavljam, da začnemo delovati skupaj in za isti cilj. Skratka, ne bi zdaj se torej tukaj ustavljala, kaj to pomeni, ta Work Package 5 je najpomembnejši za naš projekt, tudi imamo največ, bom rekla, dela na tem, pripisanega dela, bom rekla, na tem paketu. Mi smo tudi vodja ene naloge, torej ravno ta pomoč pri integraciji nacionalnih repozitorijev bo v veliki večini naloga knjižnice. To bom tudi preskočila, ker te, bom rekla, regionalne projekte, ki zdaj hkrati delujejo, da se je cela Evropa geografsko pokrila, te je pokazal že gospod Bodroni, to so ti projekti in seveda ta kot zadnji za jugovzhodno Evropo je naš. Torej, stanje v Sloveniji, samo na kratko, pri nas je že precej narejenega, samo tega pač se moramo ozavestiti in bom rekla, na nek način se začeti med seboj pogovarjati in sinhrono delati. Torej, vsi poznamo, imamo strategijo, imamo akcijski načrt, kako se uresničuje, to zdaj ne bi, podpisali smo plan S, podpisali smo DORO. Pri DORI je pomembno seveda, da univerze, torej rektorska konferenca in agencija delata skupaj, ker namreč mi imamo tako odvisen sistem, da univerze tukaj niso
samostojne in same evalvacijskega sistema pravzaprav do neke mere pravzaprav niti ne morejo spremeniti, ker sicer bi morali pač potem nek dualni sistem voditi, ne. Imamo že ogromno nekih nacionalnih, torej teh vzpostavljenih in zmogljivosti in pa raziskovalnih infrastruktur, smo že del najpomembnejših evropskih iniciativ, kot so Clarin, Darjah, Eliksir, CESDA, RDA, OpenAir in tako dalje. Tudi kar se tiče, bom rekla, res infrastruktur raziskovalnih, smo tudi člani ali delegati Žonta, EGIA, Prace, EUDATA, skratka, povsod smo prisotni. Imamo repozitorije, naše univerze imajo repozitorije, knjižnice Gauss jih ustvarjajo, imamo nacionalni portal odprte znanosti, v nastajanju je podatkovni repozitorij in pa v nastajanju je, bom rekla, ta visoko zmogljiv računalnik, ki ga v naslednjem letu, mislim, da bo ta projekt končan in ta visoko zmogljiv, torej HPC, postavljen v prostorih IZUM-a, tako da tudi to poteka zdaj hkrati. Ogromno stvari se zdaj dogaja kar ob istem času. Torej, da to še na hitro ponovim, katere pač so te institucije, ki so pomembne na določenih področjih. Sigurno nisem napisala vsega, tako da se zavedam tega in vabim, kolikor sem katero izpustila, da se stopi v kontakt z nami in da ta seznam dopolnimo. In te projekte sem že, bom rekla, zdaj tudi omenila, vse to poteka hkrati, pa še kaj, kar pravzaprav niti še sami, bom rekla, vsaj jaz, ko sem zbirala te podatke, nisem vedela. Predtem sem vam razdelila ene listke in vas nagovorila, da prosim izpolnite eno anketo, namreč ravno zdaj v okviru projekta poteka vprašalnik, kjer popisujemo vse deležnike odprte znanosti na nacionalnih, torej v državah, partnercah in potem na nivoju projekta. Vprašalnik je odprt do 25. novembra, tako da vas vljudno prosim, da ga izpolnite. Več kot bomo imeli odgovorov, bolj jasno, bolj natančnejšo sliko bomo dobili, kako izgleda pokrajina odprte znanosti v Sloveniji. Torej, glavni deležniki, bom rekla zdaj na področju odprte znanosti v Sloveniji, so, bom rekla, vsi ti, ki so tukaj napisani, še marsikdo, pa že vse te sem pravzaprav več ali manj omenila, seveda pomembno je tudi ministrstvo, pomemben je Slink kot supercomputing mreža, pomembne so vse knjižnice, za nacionalno knjižnico na čelu, centralno tehniško knjižnico, skratka vsi ti se trudimo za enak cilj in prav je, da na nek način stopimo skupaj. Kaj, bom rekla, načrtujemo v Sloveniji? Mi smo pravzaprav že pred projektom na pobudo ministrstva se že povezali na nek način, bom rekla, vsaj neka iniciativna skupina smo to imenovali, tako da smo že junija izvedli en krajši popoldanski posvet na to temo, kjer smo se drug drugemu predstavili, kaj počnemo na področju odprte znanosti, takrat tudi povabili predstavnika Cerice Erika in pa naslednji sestanek izvedli že septembra. Naš načrt je seveda, da se vzpostavi nacionalna skupnost odprte znanosti, da oblikujemo portal tudi na slovenskem nivoju in da imenujemo, ker to je tudi del izobraževanja in plana projekta, ambasadorje odprte znanosti za vsako, bom rekla, vsaka inštitucija ga naj ima, če bo le posluh za to. Skozi projekt pa jih bomo tudi izobrazili, skratka, planirano je izobraževanje, da bi prišel do tako imenovanega naziva trainer, torej trener odprte znanosti in seveda si potem tista oseba opremljena z veščinami, ki jih potrebuješ, da lahko seveda to znanje prenašaš naprej, tako je zdaj pač to zapisano in zastavljeno. In seveda v okviru tega portala bi se seveda tudi potem lahko oblikovala mreža teh ambasadorjev in teh face-to-face trenerjev, o katerih smo prej se pogovarjali. Moja vizija je, da bi to skupno seveda oblikovali na podlagi kompetenčnih centrov, ker namreč mi že imamo izoblikovane kompetenčne centre na večjih teh področjih in prav je, da na tak način to tudi zasnujemo naprej.
Jaz sem to, bom rekla, poimenovala kot novo obdobje sodelovanja. Zdaj bo sicer malce smešno, ampak ko sem ravno iz sestanka iz tega projekta sestopila na Brniku oziroma letališču Jožeta Pučnika, me je čakal tak jumbo plakat New Era of Collaboration, in to sem ga, gled, to je genialni naslov. Torej, to zgodbo se dajmo iti, torej novo obdobje sodelovanja, ker delamo skupaj za skupni cilj. 3 take dogodki, ker smo, bom rekla, že jih tudi poimenovali kot NIFOS dogodke, da na nek način bom rekla, 2 sta že, bom rekla, skoraj da za nami, naslednji je pa zelo zanimiv v četrtek, petek, naslednji teden na naši univerzi. Skratka, zelo dobro, mislim, NIFOS dogodka, vsaj naš logotip smo prilepili zraven, medtem ko pa je zadnji ta dogodek, naslednji teden, četrtek in petek, tudi poimenovan kot nacionalni NIFOS dogodek in smo ga kot takega tudi koordinatorji projekta prijavili, tako da vljudno vabljeni, vkolikor še niste prijavljeni, pridite v Maribor. In to je pač vabilo za ta dogodek naslednji teden. Hvala lepa.